Včeraj zvečer so bile v Sarajevu množične demonstracije, na katerih so protestniki zahtevali pravico za Davida in Dženana, dva mladeniča, ki sta bila ubita v ločenih primerih, policija pa je, po mnenju njunih očetov, naredila premalo, da bi raziskala umore. 21-letni David Dragičević, sicer Srb, je marca izginil v Banja Luki, njegovo truplo pa so našli teden dni kasneje v reki. 22-letni musliman Dženan Memić pa je leta 2016 v Sarajevu umrl zaradi ran na glavi. Njuna očeta Davor Dragičević in Muris Memić menita, da je oba primera zakrila policija, ki naj bi bila povezana z morilci in podkupljena. Smrt Davida je v Banja Luki že sprožila več protestov, demonstranti očitajo policiji, da ima nasprotujoče izjave. Ko je umrl Dženan, pa so sprva rekli, da je bil umorjen, nato pa so opustili preiskavo in izjavili, da je umrl v prometni nesreči. Tudi njegovi starši in someščani so že imeli več demonstracij, saj se ne sprijaznijo s policijskimi izsledki. Nizozemski raziskovalci so odkrili, kaj piše na 2 straneh dnevnika Ane Frank. Deklice, ki je bila skupaj s svojo družino skrita od julija 1941 do avgusta 1944 v neki hiši, vse dokler jih niso našli nacisti in odpeljali v taborišče. 2 lista iz dnevnika sta večkrat preganjena in skrita za ovitkom, zapisano pa je bilo skorajda popolnoma zbledelo. S pomočjo moderne programske opreme pa so vendarle lahko prebrali zapisane šale in povzetek Aninih idej o spolnem izobraževanju, ki jih je zapisala kot 13-letna najstnica. Direktor hiše Ane Frank, Ronald Leopold, je dejal, da strani nista škandalozni niti presenetljivi, saj je Ana povsem odkrito razpravljala o svojem spolnem zorenju v drugih delih dnevnika. Ana je glede na raziskave očitno večkrat urejala svoje zapise v dnevniku in jih popravljala. Ni sicer znano, čemu je 2 lista dnevnika skrila, ugibajo, da mogoče zaradi šal in odkritega pisanja o svojem odzivu na informacije o prostituciji. Zaradi nasilja na območju Gaze, kjer je bilo na protestih proti selitvi ameriškega veleposlaništva ubitih vsaj 60 ljudi, v prejšnjih napadih pa še več, je vse bolj zaskrbljen tudi papež Frančišek. Med današnjo avdienco je povedal, da je zaskrbljen nad eskalacijo napetosti v Sveti deželi na Bližnjem vzhodu ter spiralo nasilja, ki se vse bolj odmika od poti miru, dialoga in pogajanj. Večkrat se je že zavzel, da se bližnjevzhodni konflikt reši z oblikovanjem 2 držav.